nepoznavanje tega, kar se je zgodilo na Banki Slovenije od trenutka, ko sem prišel na Banko Slovenije. Banko Slovenije smo popolnoma reorganizirali in vse oddelke v Banki Slovenije razdelili v 4 sektorje, ki danes vodijo izvršni direktorji. Noben od članov sveta, noben od viceguvernerjev ni neposredno vpleten v upravljanje Banke Slovenije, kar je primerljivo z večino bank, centralnih bank v evroobmočju. Na ta način smo zagotovili, da so strokovne ocene sodelavcev in vseh zaposlenih na Banki Slovenije še bolj strokovne in še bolj neodvisne in da v bistvu Svet Banke Slovenije kot kolektivno organ lahko presoja kakršnokoli odločitev in predlog in veliko neformalnih pogovorov, ki jih imamo in diskusij, ki jih imamo med vsemi sodelavci. Na ta način je Svet Banke Slovenije danes deluje drugače, kot je kadarkoli delovala Banka Slovenije. Poleg tega so ljudje drugi, izvršni direktor za nadzor je druga oseba, izvršni direktor za področje analiz je druga oseba, dve osebi, dva izvršna direktora, generalna sekretarka in pa izvršni direktor za operacije, pa sta zaposlena na Banki Slovenije že nekaj časa. Vsi ti očitki so bili že odgovorjeni, že predstavljeni in so tudi dosegljivi odgovori na morebitne očitke, dosegljivi na spletnih straneh Banke Slovenije, kjer je popolnoma jasna organizacijska struktura Banke Slovenije in tudi tok informacij, način poročanja in upravljanja. Vsi izvršni direktorji neposredno odgovarjajo meni kot guvernerju, poročajo pa Svetu Banke Slovenije kot kolektivnemu organu Banke Slovenije. To je sprememba, ki mislim, da je dovolj očitna, predvsem v zvezi z vsemi domnevnimi očitki, da Banka Slovenije svojo nalogo upravljala pristrano oziroma nekredibilno. Še enkrat, iz teh podatkov je razvidno, da Banka Slovenije tudi v letih 2010, 2011 in 2012, torej tudi pred mojim prihodom, če kdo povezuje spremembo delovanja Banke Slovenije samo z mojim prihodom, opravljala svoje delo in zahtevala od lastnikov dokapitalizacijo bank. Vendar pa je, ker imamo tu predvsem problem z državnimi bankami, je bil vedno odgovor vlade Republike Slovenije, da so ocene Banke Slovenije neprimerne, pretirane in da ne bodo dali dodatnega kapitala za dokapitalizacijo slovenskih bank. In v tem primeru je težko odgovoriti na očitke, da so zahteve in podatki Banke Slovenije nekredibilni. Zaradi tega je tudi leta 2013 bilo najetih toliko tujih svetovalcev, da bi še dodatno uvrgli kakršnekoli domneve o manipulativnem obnašanju Banke Slovenije z vidika prirejanja podatkov in kakršnekoli druge nepravilnosti. Zato so tudi obremenitveni testi in pregledi kakovosti aktive v Sloveniji stali več kot v drugih državah, zaradi tega, ker smo za čisto vsak postopek najemali neodvisne tuje svetovalce.